Na bližnji vzhodni fronti je vse mirno. Ali je res? Naslovi nam bodo povedali eno, medtem ko se v ozadju nekaj kuha in se razmere počasi zaostrujejo. TikTok je morda platforma družbenih medijev. Za nas starejše pa je to ura, ki tiktaka proti poldnevu, trenutku odločitve. Smo kot v starem westernu, točno v poldne ali obračun pri OK Corralu, čakamo, da se razplete zadnji prizor. Združene države so zavrnile zadnji iranski predlog in ga označile za žaljivega. Morda so uporabili drugo besedo, prevajam po tem, kar sem prebral na hebrejskih medijskih straneh. In o poročilih, da predsedniku Trumpu zmanjkuje potrpljenja, je ameriški predsednik v ponedeljek zvečer dejal, da bi morale ZDA napasti Iran že v torek. A se je za zdaj odločil napad odložiti. Razlog? Prošnja emirja Katarja, saudskega prestolonaslednika in predsednika Združenih arabskih emiratov, ki so ga vsi prosili, naj napad odloži. Krožijo še nekatere druge govorice, vendar je to tisto, kar smo uradno slišali. Ura resnično teče. Obleganje Hormuške ožine in pomorska blokada imata učinek. Počasi dušita Iran, ga spravljata v obup, morda ga celo prisilita, da prvi potegne orožje. Resnično, ura teče. Medtem ko v Iranu traja krhko premirje, tukaj v Izraelu spoštujemo dogovor z Združenimi državami. Prosili so nas, naj se zadržimo in obvladamo, kljub nenehnim kršitvam Hezbolaha v Libanonu in popolni ignoranci Hamasa glede pogojev, ki so mu bili postavljeni septembra. Te organizacije nenehno prehitevajo dogodke, preizkušajo Izrael in spoznavajo pomen FFO. V preteklem tednu so izraelske obrambne sile odstranile več kot 220 članov teroristične organizacije Hezbolah v Libanonu, v povprečju več kot 30 na dan. Okrepili smo napade severno od reke Litani, odkoder Hezbolah izvaja raketne in dronske napade na Izrael. Ta teden smo celo napadli na obrobju Bejruta. V Gazi je bil ubit vodja Hamasa Azadin al-Haddad, medtem ko vojska nadaljuje počasno, metodično prevzemanje Gaze. Zdaj nadzorujemo približno 60% ozemlja Hamasa, čeprav je premirje Izraelu dodelilo le 53% območja. In to jasno nakazuje spremembo v politiki iz preteklosti. Hamasu sporočamo, da je za vsako kršitev treba plačati ceno. Še vedno verjamejo, da bo Izrael zadržala Evropska unija ali mednarodne organizacije. In zakaj ne bi? Do zdaj je to vedno delovalo. A o tem več čez minuto. Na obeh področjih Izrael sistematično spodkopava pogoje premirja, ki bi bili na dolgi rok nevzdržni in so nam jih začasno vsilili iz Washingtona. In na obeh področjih, vsaj za zdaj, ni nobene nenavadne ameriške jeze. Tudi oni razumejo, da dosedanje ravnanje ni več mogoče. Hamas še naprej vlada v Gazi, vendar to, kar se je zgodilo ta teden, kaže, kako zelo so se stvari resnično spremenile. V preteklosti je bil Izrael previden pri obravnavanju groženj ali odstranjevanju teroristov zaradi njihove sposobnosti izstreljevanja raket in ogrožanja izraelskih civilistov. Tisti, ki danes pravijo, da Hamas preživi in da ubijanje njegovega voditelja ni pomembno, spregledajo zelo pomembno stvar. Zadnji voditelj Hamasa je bil odstranjen skupaj s svojo družino. In organizacija, ki je nekoč terorizirala Izrael z množičnimi raketnimi napadi ali grožnjami kopenske invazije, zdaj ne more izstreliti niti ene rakete ali poslati niti enega terorista na frontno črto. Oni, Hamas, se zdaj lahko le še sprehajajo po Gazi v svojih uniformah in terorizirajo domačine v Gazi. Hamas je zgubil 10.000 borcev, zgubil je oskrbovalne linije in več kot 60% svojega ozemlja. Na preostalih 40% njihovega ozemlja se njihovi operativci sprehajajo neoboroženi, saj se bojijo takojšnjega zračnega napada in kopljejo po ruševinah, kjer so nekoč stala njihova središča moči. Kot je ta teden dejal en izraelski komentator, je Hamas kot grd ščurek. Izrael ga je zdrobil pod svojim peto. Njegove noge in tipalke se še vedno počasi trzajo v luži, ki je nekoč bila Hamas. V redu, bistvo je, da jim zmanjkuje tunelov in kmalu sledi naslednje poteptanje. Mimogrede, medtem ko je Izrael nadaljeval z eliminacijo voditeljev Hamasa v Gazi in sistematičnim uničevanjem teroristične infrastrukture, so islamisti in njihovi podporniki na Zahodu ta teden obeležili Nakbo. Kaj so pravzaprav sploh obeležili z Nakbo? Niso bili uničeni leta 1948. Arabci so 19 let nadzorovali Judejo in Samarijo ter Gazo. Zakaj takrat niso storili ničesar? Zakaj v tistih letih niso ustvarili države? Zdaj govorijo o 600.000 beguncev.
Nedavno sem opazil, da so številko dvignili na 700 tisoč, kar je več od zabeleženih 450 tisoč iz leta 1949. Ampak ne glede na to, so arabske države izgnale 800 tisoč Judov. Zakaj niso uporabili svojih držav, da bi sprejeli arabske begunce? Zakaj ni bilo vprašanja judovskih beguncev? Ker smo sprejeli svoje ljudi. Torej nikoli ni šlo za njih, nikoli za begunce iz Palestine. Edina stvar, ki ohranja arabski koncept Arab-Filistine pri življenju, je dejstvo, da niso mogli izbrisati Izraela. Tragedija Nakbe, o kateri govorijo, je v tem, da niso mogli uničiti Judov. In v nasprotju z vsako manjšino na Bližnjem vzhodu, Judov niso mogli podjarmiti. Vseh milijarda jih ni mogla znebiti 7 milijonov Judov. Ne s silo, ne prek mednarodnih institucij, ne s propagando, z ničemer. Zdaj pa podžigajo norce na zahodu. Kot sem rekel, so imeli nadzor nad Gazo. 19 let na to pa so imeli Gazo zase. Zadnjih 20 let. Zdaj to objokujejo, a so to izkoristili za prikrivanje infrastrukture, ki je bila namenjena uničenju Izraela. Da uspelo jim je prebiti se in ubiti več kot 1200 Izraelcev. A to je bilo vse. Zdaj imajo to. In če mislite, da so se kaj naučili iz tega, poglejte to. Vse te demonstracije po vsem svetu. Zdaj ne gre več za pravice, kompromise in dve državi. Zdaj gre za od reke do morja. In vsi ti samooklicani ljubitelji miru, tukaj v Izraelu in po svetu, ki so nam govorili, da bodo kompromisi in priznanja iz njih naredili partnerje in bolj razumne ljudi. Vsi so molčali ob vsaki kršitvi, opravičevali vsak nasilni akt in spregledali, kar so Arabci sami govorili. In od nas so pričakovali, da bomo vse to sprejeli. Samomorilski napadi, rakete, terorizem. In zdaj jih še naprej spodbujate. Naj razumejo, da lahko to počnejo nekaznovano, medtem ko grajate Izrael. Vse to je bila posledica vašega ravnanja. Enako je v Libanonu, kjer so te institucije. In evropske države, ki naj bi ohranjale mir, namesto tega dovolile terorističnim skupinam, da delujejo poleg njih. Vsi vi ste razlogi, da so mislili, da lahko počnejo vse te stvari, ki so jih storili, kršijo mednarodno pravo in na koncu pristanejo tako. Ker za nas tukaj v Izraelu je ali to. Ali to. Mi v Izraelu nismo potrebovali potrditve civilne komisije o zločinih Hamasa 7. oktobra nad ženskami in otroki, da bi vedeli, kaj bi nam naši islamistični sovražniki storili, če bi imeli priložnost. Arabci odkrito pozivajo k pobijanju moških, posiljevanju žensk, spreminjanju mladih deklet v spolne sužnje ter mučenju in sadističnemu ubijanju otrok. Da ne bo dvoma, to je usoda vsakega Juda v Izraelu, ki ga čaka strani islama, če se kdaj ne bomo sposobni braniti. Zakaj to vem? Ne zato, ker to odkrito izražajo ob vsaki priložnosti in na družbenih omrežjih. Če jih v zadnjih dneh niste videli ali slišali, kako izražajo svoje namene po vsej Evropi in Združenih državah, potem niste bili pozorni. To vem, ker je bila v zadnjih letih prav to usoda jezidov, kristjanov, kurdov, vseh, ki so živeli pod islamsko oblastjo na Bližnjem vzhodu. To je prav ta usoda kristjanov v Afriki. Nobena od teh skupin ne zaseda nobenega ozemlja in nobena od njih nima spornih meja. Nobena ni napadla islama ali muslimanov. Nobena od njih ni storila ničesar od tega, kar arabski simpatizerji uporabljajo kot izgovor za demonizacijo Izraela in za to, da za arabsko agresijo krivijo nas. Nihče ni vztrajal pri sobivanju, ni bilo nobenih znakov, ki bi govorili, da jezidi in Arabci niso sovražniki. Nihče od njihovih muslimanskih sosedov ni pritekel, da bi jih zaščitil. Ne, njihov edini zločin je bil, da so bili dovolj nesrečni, da se niso mogli braniti na Bližnjem vzhodu. Nobena država, nobena mednarodna organizacija in nobena od 100 organizacij za človekove pravice, ki aktivistom izplačujejo milijone dolarjev, ni priskočila na pomoč nobenemu od njih ali ustavila brutalnega uničenja teh manjšin. Druge manjšine, Bahadži, Zoroastrici, Kopti, so prav tako preganjani, zlorabljeni in jim pod islamskimi režimi odrekajo osnovne pravice. Tudi oni niso krivi ničesar drugega kot tega, da niso muslimani. Vsi tisti v medijih, vsi tako imenovani strokovnjaki, vsi patetični Judi, ki so se pridružili obrekovanju Izraela, izkrivljajo dejstva in resničnost, da bi priročno upravičili svoje sodelovanje v sistematičnem demoniziranju države. To je zatočišče za narod, ki je bil preganjan skozi generacije. Vsi to počnejo,
medtem ko ignorirajo grde resničnosti in s tem hranijo morilsko zver, ki je odgovorna za vse nasilje nad nemočnimi ljudmi na Bližnjem vzhodu. Ozeri na družbenih omrežjih, ki se ukvarjajo z navideznim moraliziranjem, imajo misli zastrupljene z leti progresivne indoktrinacije. Nikoli niso spregovorili, nikoli omenili, nikoli stopili v bran katerikoli izmed najbolj nedolžnih žrtev. Neimenovani otroci jezidov, kristjanov in kurdov ali perzicev, če smo natančni. Nihče ni zganjal nemirov, nihče ni protestiral, nihče ni stopil v njihovo obrambo. Njihova življenja niso štela. Če bi šlo za odpor ali kolonializem, zakaj se je črni september zgodil v Jordaniji? Zakaj se je zgodila libanonska državljanska vojna? Zakaj so izgnali Jude iz arabskih držav? Zakaj niso ustvarili države, ko bi jo lahko med letoma 1948 in 1967? Zato nam oprostite, če nas vaša samopravična ogorčenost ne navdušuje preveč. Še naprej bomo storili vse, prav vse, kar lahko, da zadržimo in, če bo potrebno, ubijemo tiste, ki nas želijo izbrisati in pobiti naše družine. Prenesli bomo vaše cvileče zaničevanje. Druga možnost ne pride v poštev. Država Izrael je bila ustvarjena prav zato, da Judje nikoli več ne bi bili nemočne žrtve. Torej nas lahko kolikor hočete označujete za cioniste. Lahko moralizirate, širite sovraštvo, bruhate ogorčenje, navijate ob naši bolečini, spodbujate te nasilne napadalce v vaših državah. Ampak izbira za nas je preprosta. Naša življenja, življenja naših otrok, to je tisto, kar šteje. In svoje izkrivljene, bolne vrednote si lahko nekam utaknete. Lahko se greste jebat. In medtem, ko vas držijo osredotočene na nas, s kakršnimkoli izgovorom najdejo ta ali oni teden, vas počasi preplavljajo. Tik-tak, tik-tak. Ura ne tik-taka samo tukaj, tik-taka tudi pri vas. Islamisti in muslimanska bratovščina niso na Zahodu zato, da bi se asimilirali. Tam so zato, da osvajajo. Uporabljajo svoboščine Zahoda, načela in vrednote, da bi uresničili svoje cilje in svoje vrednote. Verska svoboda je pomemben element zahodne kulture. Toda medtem, ko mi uporabljamo svoja načela, jih oni zlorabljajo, da bi vsilili svoja. Verska prisotnost zanje ni praznovanje lastnih prepričanj, ampak način, kako simbolizirati svojo nadrejenost. Islamisti, ki molijo na vaših ulicah, po našem mnenju ne uveljavljajo verske svobode. Tega ne počnejo v svojih državah, ampak samo tam, kjer morajo pokazati prevlado. In ja, na Zahodu obstajajo javni verski izrazi. Jaz osebno obožujem božične jaslice, božična drevesca, celo zbore, ki pojejo v prazničnem času. Obožujem velikonočnega zajčka in iskanje jajc. Nisem kristjan. To so bili kristjani, ki so praznovali, ne pa poskušali kaj vsiliti komorkoli. Toda molitev na javnih mestih za islamiste, v območjih kufarjev, nevernikov, je dejanje kljubovanja. Tako kot gradijo mošeje na krščanskih in judovskih krajih. Vpijajo, da je treba intifado razširiti po svetu. Potem to počnejo proti nezaščitanim Judom. In le redki o tem spregovorijo ali se oglasijo, ker so judovski državljani v vaših državah nekako odgovorni za to, kar počnemo mi v Izraelu. Enako je tukaj. Ko normaliziraš zlo, ko ga upravičuješ, ko pravila in zakone uporabljaš selektivno, ga narediš sprejemljivega. Zato ne bodite presenečeni, ko se zgodijo incidenti, kot se je ta teden v San Diegu. Ko iščeš izgovore za nasilje ali za izpostavljanje posameznikov zaradi domnevne ogorčenosti, to narediš sprejemljivo. Želite globalizirati določeno obliko nasilja? No, tudi drugi ljudje imajo svojo priljubljeno različico, za katero menijo, da bi jo bilo treba globalizirati. Če zdaj pogledamo obdobje po vojni v Gazi, je ena od idej, ki jo zagovarjata EU in levičarski elementi v Izraelu, da bi nadzor prevzela palestinska uprava. Dr. Ariel Edmoni z Jeruzalemskega inštituta za strategijo in varnost ter Sagiv Steinberg iz Jeruzalemskega centra za varnost in zunanje zadeve sta se tega vprašanja lotila v članku, objavljenem ta teden v izraelskem časopisu Maariv. Trdita, da Katar ne vidi palestinske uprave kot zmerne alternative Hamasu, temveč kot mehanizem, ki bi lahko nekega dne služil kot legitimno politično kritje za vladavino muslimanske bratovščine. Po navedbah članka je Doha v zadnjem desetletju palestinski upravi nakazala več kot $1 milijardo. Vlagali so v izobraževalne sisteme, infrastrukturo in medije. Hkrati pa so prek institucij, kot sta Al Jazeera in UNRWA, spodbujali antisemitske vsebine in prohamasovske narative.
Avtorji opozarjajo, da mednarodni načrti za predajo nadzora nad Gazo reformirani palestinski upravi, tako imenovani reformirani palestinski upravi, spregledajo dejstvo, da so elementi znotraj Fataha in brigad mučenikov Al-Aqsa sami sodelovali v napadu 7. oktobra in delujejo v usklajevanju s Hamasom. Katar ne podpira palestinske uprave, ker je zmerna, navaja članek, ampak zato, ker lahko služi kot legitimna krinka za gibanje muslimanske bratovščine. Nadalje trdijo, da bi se Hamas brez razgradnje mehanizmov hujskanja, ekonomske odvisnosti in katarskega vpliva zlahka vrnil pod drugim imenom in z novo politično fasado. Kar se tiče izraelske strani, je imel dr. Kobi Mihael, s katerim sem tukaj že opravil intervju in delil njegove članke, zanimivo mnenje o viziji premierja Benjamina Netanjahuja za prihodnost. V članku, ki ga je objavil pri Izraelskem centru za veliko strategijo, dr. Mihael predstavi prednosti in izzive, s katerimi se sooča premijer Benjamin Netanjahu pri uveljavljanju strateške zasnove, prilagojene velikim spremembam, ki se dogajajo. Svet ne oblikujeta več dve velesili. Moč se razpršuje in Netanjahu poskuša oblikovati izraelsko strategijo, ki ustreza tej novi realnosti. Dr. Mihael začne z navedbo izjave Netanjahuja na seji vlade 22. februarja 2026, v kateri je povedal naslednje. V viziji, ki jo imam pred seboj, bomo ustvarili celoten sistem, v bistvu šesterokotnik zavezništev, okoli ali znotraj Bližnjega vzhoda. To vključuje Indijo, arabske države, afriške države, sredozemske države, kot sta Grčija in Ciper, ter države v Aziji, ki jih trenutno ne bom navajal. Ta vizija šesterokotnika je po besedah dr. Mihaela izraelski poskus, da globalno multipolarnost spremeni v strateško prednost. Namesto, da bi bila Izrael majhna država, ki se odziva na dogodke, je ideja, da se Izrael postavi kot središče, šesta os, ki povezuje 5 glavnih regionalnih sfer. To ni le diplomacija, ampak poskus vzpostavitve povezane regionalne varnostne arhitekture z infrastrukturnimi povezavami, gospodarskimi koridorji in tehnološkimi partnerstvi, ki so vsi povezani z Izraelom v središču. Po besedah Mihaela ta vizija izhaja neposredno iz šoka 7. oktobra in večfrontne vojne, ki je sledila. Netanjahu vidi vojno kot travmo in priložnost. Iranska regionalna os je bila oslabljena, arabske države so izpostavljene in odvisne od zunanjih varnostnih jamstev. In Izrael je pokazal tako vojaško kot tehnološko prevlado. V tem vakumu verjame, da lahko Izrael pomaga oblikovati nov regionalni red. Toda ta vizija se sooča z ogromnimi izzivi. Najprej je to še vedno večinoma retorika. Ni zavezujočih institucij, ni finančnih mehanizmov, ni operativnih okvirov. Brez prave infrastrukture in pravih zavez ostaja to le vizija. Drugič, palestinsko vprašanje je mina pod celotnim projektom. Nobena arabska država se ne bo v celoti pridružila regionalni arhitekturi, ki poteka skozi sporno ozemlje brez politične perspektive. Tretjič, osebne vezi Združenih držav s Trumpom ne izničijo strukturnih napetosti. Washington si želi premirij in stabilnosti. Izrael si želi aktivnega odvračanja in svobode delovanja. Ameriška podpora je ključna, vendar ameriški interesi niso vedno usklajeni z izraelskimi. Četrtič, tu je še Indija. Je vzhajajoča sila, vendar ima tudi globoke vezi z Iranom in Rusijo. Ne bo se preprosto pridružila proti iranskemu frontu. Njeno sodelovanje bo vedno omejeno z lastno strateško avtonomijo. Peto, arhitektura nima jasnega težišča. Za razliko od NATO, v tem sistemu ni hegemon, ki bi ga zasidral. To je prilagodljivo omrežje, ki deluje v mirnih časih, vendar se zgodovinsko gledano podre ob krizah. Kljub temu Mihael trdi, da je inovacija tukaj resnična, saj kot vezivo za regionalno stabilnost uporablja povezljivost, infrastrukturo in tehnologijo, ne le vojaških zavezništev. Projekti, kot so IMEC, Indijsko-srednjevzhodnoevropski koridor ter skupna energetska in digitalna infrastruktura z Grčijo in Ciprom, dajejo tej viziji trdno materialno osnovo. Bistvo je naslednje. Netanjahujeva vizija šestkotnika je ambiciozna, ustvarjalna in strateško usklajena, vendar še vedno abstraktna, krhka in polna nerešenih protislovij. Kobija zelo dobro poznam. Oba sva obiskovala isto srednjo šolo v najinem domačem mestu Ashkelon in takrat sva bila prijatelja. Leta kasneje sem imel privilegij tesno sodelovati z njim, saj sva bila oba višja člana urada predsednika vlade v Izraelu. Je eden najpametnejših ljudi, kar sem jih kdaj srečal.
In bolj kot karkoli drugega verjamem, da ta njegov članek najbolje opisuje edinstvenost Netanjahuja v izraelskem političnem prostoru, morda pa bi celo rekel v zahodnem političnem prostoru. Netanjahu je človek z jasno vizijo za našo državo. In zaradi tega bi morali razumeti, zakaj toliko Izraelcev, vključno z mano, podpira Netanjahuja. In počasi vstopamo v volilno leto. Veliko politikov si želi prevzeti oblast. Poleg njegove brezhibnega vodenja vojne od 7. oktobra dalje, je Netanjahu imel vizijo za prihodnost Izraela, ki jo mnogim politikom v Izraelu manjka in je po mojem mnenju ključnega pomena, da jo Izrael zasleduje v prihodnjih letih. Nazadnje, ko se približujemo prazniku Šavuot, Hag Matan Torah, praznovanju prejema Tore in 10 zapovedi, nekaj pomembnih točk za naš čas. Šavuot je edini praznik v judovskem koledarju, ki v Tori nima zapisanega datuma. Zapovedano nam je le, da štejemo 49 dni od drugega dne Pašhe, Šavuot pa praznujemo 50. dan. Paša, Sukot, Roš hašana, vsi imajo določene datume. Toda za trenutek, ko smo prejeli Toro, naš odločilni trenutek, ni številke na koledarju. Ker nam, kot pravijo judovski učenjaki, Matan Tora ni bil trenutek v času. Bil je stanje srca. Tora je bila dana, ko smo bili pripravljeni, da jo sprejmemo. Ko smo stali skupaj, ke iš ehad belev ehad, z enim srcem, enim namenom, eno usodo. Ne popolni, ne povsem ozdravljeni, ampak dovolj združeni, da smo lahko slišali nekaj večjega od nas samih. Sporočilo takrat, tako kot danes, je, da živimo v trenutku, ko se svet premika pod našimi nogami. Stare sile izginjajo, nove sile se dvigajo, zavezništva se preoblikujejo, grožnje se spreminjajo. In sredi vsega tega hrupa so Izrael in judovsko ljudstvo postavljeni pred isto vprašanje, kot smo ga bili na gori Sinaj. Smo pripravljeni sprejeti, kar prihaja? Stojimo skupaj ali vsak zase? Ker Tora ni bila dana posameznikom, ni bila ponujena posameznim plemenom. Dana je bila ljudstvu, ki se je odločilo stati drug ob drugem, tudi ko se niso strinjali o vsem. Obstaja tudi razlog, zakaj na ta praznik beremo knjigo Rute. Tako kot mnogi krščanski podporniki Izraela, tudi Ruta se ni rodila v tej zgodbi. Izbrala jo je. V trenutku globoke žalosti, osamljenosti in negotovosti je pogledala Noemi in izbrala skupnost namesto udobja. Njena izjava: "Kamor greš ti, bom šla tudi jaz," je vrhunski primer tega, kar dogodek na gori Sinaj zahteva od vseh ljudi. To je opomnik, da judovska usoda ni zgolj dediščina. To je zavestna odločitev, da svojo usodo povežeš z usodo naroda, svojega naroda. In ali izbereš Božjo besedo in njegove zapovedi. In to je izziv naše generacije. Ni nam treba biti enaki. Ni nam treba izbrisati naših razlik. Moramo pa se spomniti, da se naša zgodba premika naprej, le ko gremo naprej skupaj. Šavuot je o tem, ali lahko ta trenutek ponovno ustvarimo zdaj, v državi, ki se še vedno bori, še vedno žaluje, še vedno obnavlja, še vedno razpravlja, a je še vedno tukaj. Še vedno izbiramo življenje, še vedno izbiramo drug drugega, še vedno se odločamo nositi poslanstvo, ki se je začelo dolgo preden smo se mi rodili. Ko vstopamo v praznik Šavuot, naj bo blagoslov takšen. Naj bomo vredni, da ponovno prejmemo Toro. Ne zato, ker nam je dana, ampak zato, ker smo tu drug za drugega. Ker odpremo svoja srca. Ker se spomnimo, da naša moč nikoli ni izhajala zgolj iz sile, ampak iz namena. In naj nam ta Šavuot prinese jasnost, enotnost in tiho pogum, da nadaljujemo pot, tudi skozi puščavo, proti prihodnosti, ki smo jo poklicani graditi. Vesel Šavuot. Sem Daniel Simon. Pridružite se mi spet naslednji teden v oddaji Straight Up iz studijev JNS TV, tukaj v Jeruzalemu, Izrael.